Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Ja, Slovenci postajamo bolj in bolj bolni na nek način, čeprav bi človek to težko rekel. Če bi sodili po virozah, seveda vsako leto, ampak govorim o nečem drugem. Govorim o tistih boleznih, ki so nenalezljive, pa jih imamo vse več zaradi načina življenja. In ena izmed teh je sladkorna bolezen. Več o tem se bom pogovarjala z doktorico Jelko Zaletelj, ki je doktorica medicine, specialistka diabetologinja, dela v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani na oddelku za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni. Pozdravljeni, gospa. Dober dan. Poglejte, Slovenija se seveda zelo zaveda problema sladkorne bolezni, tako kot pravzaprav v svet. Ne vem, kje so prej začeli biti plat zvona, ali pri nas ali drugje, ampak pripravili, oziroma Slovenija je začela in je pripravila nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni, pri tem pa ste vi pravzaprav tudi zelo, zelo dejavni. In kaj bi lahko rekli, kakšno je stanje sladkorne bolezni in predvsem, zakaj je potreben nacionalni program? Ja, sladkorna bolezen tipa 2 dejansko je tista kronična bolezen, ki je v veliki meri preprečljiva. Se pravi, proti rakom, proti srčno-žilnim obolenjem se seveda borimo z zdravim življenjskim slogom, vendar je vpliv na preprečevanje sladkorne bolezni tipa 2 nekajkrat večji kot za preprečevanje teh drugih kroničnih bolezni. In seveda iz načina življenja je pač izhajajoča tudi naša telesna podoba, ki je pogosto povezana s previsoko telesno težo, način življenja nekako ne omogoča dovolj veliko gibanja in rezultat tega je med drugim tudi sladkorna bolezen tipa 2, ki se razen tega, da se pojavlja v odrasli dobi veliko prej kot pred leti, žal pojavlja tudi pri naših otrocih in mladostnikih v veliko večji meri kot do sedaj. Se pravi, sladkorna bolezen tipa 2. Tako. Včasih so mladostniki in otroci imeli samo sladkorno bolezen tipa 1. Še vedno je ta mnogo pogostejša v tem starostnem obdobju, ampak prav tem nezdravim življenjskim pogojem, povečanjem telesne teže, jemlje pač davek tudi pri naših otrocih. Najmlajši bolnik s sladkorno boleznijo tipa 2 je star 8 let. Joj. Pravzaprav človeka kar zaboli, ne? Tako, in iz tega ven seveda izhaja, da je za spopad z tako boleznijo treba pravzaprav aktivirati čisto vsakega, ki lahko pri tem pomaga, ker gre tukaj za način življenja, ker gre za prehrano. To tudi ni, da bi rekla, samo stvar zdravstvenega sistema, na zdravstvenih strokovnjakov, ampak je enako pomembno tudi to, kakšno hrano jemo, kakšno hrano je lažje kupovati, se pravi, da bo ta hrana tudi cenejša in dostopnejša, dostopna tudi v smislu čisto fizične dostopnosti, se pravi, kako daleč imamo do tržnic oziroma do najbližjega polja, če imamo to priložnost v vaseh. Tako da je nacionalni program strateški dokument Vlade Republike Slovenije, ki ga je sprejela v marca 2010, in služi kot povezovalen dokument naše države v zavezi, da poskušamo poskrbeti v naši državi, da bi bil zdrav način življenja lažji, dostopnejši, zato da bi lahko preprečili sladkorno bolezen tipa 2 v vseh starostnih obdobjih in pa potem, da bi odkrili osebe, ki imajo večje tveganje za to, da zbolijo. Posebej ponovno bi tukaj izpostavila otroke in mladostnike. Posebej izpostavljena skupina so tudi noseče ženske, ki imajo kar večje tveganje za pojav sladkorne bolezni, spet večinoma v povezavi s prekomerno telesno težo. In pa iz analiz v Sloveniji in drugod po svetu izhaja, da so določene skupine ljudi v državi bolj izpostavljene sladkorne bolezni tipa 2, žal so to ljudje, ki imajo manjše prihodke, so manj izobraženi, ki imajo manjšo dostopnost do gibanja. Tako da zaradi tako razvejane problematike samo zdravstvo dejansko ne more dati odgovorov in ta naš nacionalni program je en tak res povezovalen, skupen strateški dokument za 10 let. Lahko rečem, da je ob tej priložnosti prišlo do povezovanja inštitucij ali pa poklicnih skupin, ki se do zdaj še nismo pogovarjali in lahko rečem, da že samo s tem
ko sedimo za skupno mizo in ko poslušamo en drugega, smo že kar naredili ene par zelo dobrih skupnih projektov, ki so zaradi tega sodelovanja in povezovanja boljši, kakovostnejši, predvsem pa peljejo vsi v tisto smer, ki je potrebna za obvladovanje sladkorne bolezni. Namreč ravno nacionalni program lahko to ponudi, ne? Če pa pravzaprav nekdo prepuščen samemu sebi, tako bolnik kot ne nazadnje nek zdravnik, najprej v splošni ambulanti, potem je vprašanje, kako se ta človek dejansko odziva na te prve znake sladkorne bolezni. Včasih tudi rečemo, saj je bolj preprosto vzeti eno tableto, kot pa recimo spremeniti način življenja ali pa način prehranjevanja. Tako. Nekdo, ki je vajen pravzaprav na slabo hrano, pa mu boš potem rekel, zdaj pa jejte sadje, zelenjavo, manj mastno, manj ne vem tega drugega, gibljite se več. Pravzaprav je veliko bolj preprosto vzeti eno tabletko, ampak tu se ne neha, ne? To je problem sladkorne bolezni. To je problem sladkorne bolezni, ja, seveda. Gre v bistvu za kontinuum zdravega življenjskega sloga. Se pravi, eno je to od vrtca oziroma dojenčka naprej in potem do poznejših let. Drugo je pa tudi v smislu napredovanja bolezni v sladkorno bolezen, je namen, da se vsem prebivalcem Republike Slovenije na nek njim sprejemljiv način ponudijo bolj zdrave oblike prehranjevanja in možnosti za gibanje v njihovem vsakdanjem življenju. Skratka, ne govorimo o fitnessu v vsakem domu, ampak govorimo že o hoji po stopnicah, hoja po mestu, na mesto z avtobusom, v glavnem neke take preproste vsakodnevne aktivnosti, ki že pomembno vplivajo na preprečevanje kroničnih bolezni, tudi sladkorno bolezen tipa 2. In skratka, v podporo temu zdravemu načinu življenja imamo srečo, da obstaja več kot 60 centrov za vzpodbujanje zdravega življenjskega sloga, se pravi, pri vsakem zdravstvenem domu obstaja center s posebnimi programi. In ti programi so dostopni vsakemu prebivalcu Republike Slovenije, ki pač ima osnovno zdravstveno zavarovanje, brezplačno, zato potrebuje pregled pri svojem splošnem oziroma družinskem zdravniku oziroma v referenčnih ambulantah, ki so nova oblika dela v družinski medicini. Lahko to opravi tudi pri diplomirani medicinski sestri, ki to preventivo koordinira. Skratka, že pri takem človeku, ki je lahko, ne vem, še normalno težek, želimo, da bi začel zdravo živeti in potem, če se tekom življenja vendarle izkaže, da sodi v skupino z večjim tveganjem za pojav sladkorne bolezni tipa 2, da mu z motivacijskimi pogovori in programi vendarle poskušamo nekako pomagati, da sprejme zdrave življenjske navade v svoj način življenja. In da ob vsem tem ves čas tudi zasledujemo, ali je pri njem že prišlo do pojava sladkorne bolezni tipa 2 ali ne. Znano je namreč, da visok krvni sladkor ne boli. Mi, če ne postavimo diagnoze iz določitve sladkorja v krvi, ne moramo vedeti, ali nekdo ima sladkorno bolezen ali ne. In žal največkrat gremo k zdravniku šele takrat, ko nekaj boli. Ko je nekaj narobe. Tako. In pri sladkorni bolezni se zaradi tega lahko eno ogromno obdobje zamudi. Znano je namreč, da je prav pravočasno, torej takojšnje zdravljenje vseh dejavnikov tveganja pri sladkorni bolezni, se pravi ne samo zdravljenje glede krvnega sladkorja, tudi krvnega tlaka in maščob, tisto najučinkovitejše zdravljenje. Zdravljenje v kasnejšem že razvitem obdobju sladkorne bolezni je lahko za nekatere bolnike celo manj primerno kot pač bolj intenzivno zdravljenje. Skratka, cilj je, da pri osebah, ki imajo visoko tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, to odkrijemo čim bolj zgodaj in takoj uvedemo vse ustrezno zdravljenje in pa zato, ker vendarle ne vemo, kako dolgo je ta potuhnjena bolezen že trajala, tudi pri vsakem bolniku preverimo, ali je že poškodovala njegove telesne organe. Ja, to je pa tisto, pravzaprav, ko pa začne boleti, je pa verjetno že skoraj prepozno. Tako, to je pravzaprav tisto, česar se res želimo izogniti pri sladkorni bolezni tipa 2 in imamo ogromno podatkov iz kliničnih raziskav, da se to da res na zelo učinkovit način narediti. Kaj ogroža bolnika? Skratka, ne gre samo za to, da imaš pač malo povišen sladkor v krvi, neke številke na papirju, ampak žal lahko privede do slepote, do odpovedi ledvic, do zapiranja velikih žil po celem telesu, to pomeni srčna kap, možganska kap, zaradi zapiranja žil po nogah in okvare, oživčanja stopal, pa je to tudi najpogostejši razlog za amputacije
spodnjih okončin. To so pa pravzaprav hude posledice, ki te lahko doletijo, če si brezbrižen. Ki lahko doletijo pač bolnika s sladkorno boleznijo in vemo, da lahko zmanjšamo tveganje za te zaplete z tem učinkovitim zdravljenjem na vseh teh treh frontah, se pravi sladkor, maščobe, krvni tlak in po drugi strani z vestnim upravljanjem presejalnih testov. To pomeni, testiramo bolnika še takrat, ko še nima nikakršnih težav. Za oči je to recimo pregled očesnega ozadja, za pregled stopal je pomembno dvoje, in sicer tipanje stopalnih pulzov v smislu, če je prekrvavitev stopal dobra, in pa dotik z eno tako posebno nitko, ker če bolnik čuti ta dotik, potem je tudi oživčanje njegovih stopal še dovolj veliko, da je to varno in vemo, da tak bolnik nima večjega tveganja za amputacije. Glede delovanja ledvic pa pregledujemo pač urin in kri, pač kakšna je filtracijska sposobnost ledvic in ali se preko urina izloča bolezenska količina beljakovina. In vse te preglede bolnik s sladkorno boleznijo potrebuje enkrat letno, zato ker če je stanje danes stabilno in v redu, ni rečeno, da bo čez 1 leto žal tudi tako. In seveda samo zdravljenje potem poteka zelo različno. Na začetku, tako kot ugotavljava, pravzaprav človek lahko zelo veliko sam naredi. Ali recimo lahko rečete, da recimo, če človek začne živeti ta svoj zdrav življenjski slog, gibanje, drugačna prehrana, skrb za visok krvni tlak in morda še kakšno tveganje recimo za holesterol oziroma maščobe v krvi, to so pravzaprav in predvsem telesno težo. Ali na ta način lahko dejansko že morda začetek sladkorne bolezni pravzaprav ustavimo, izničimo, da izgine? Ja, žal sladkorne bolezni ne moramo izničiti. To, da bomo zboleli za to boleznijo, je zapisano v naših genih in s tem se rodimo. Zelo pa lahko vplivamo na to, v katerem življenjskem obdobju se ta sladkorna bolezen pojavi. Tako da govorimo o tem, da sladkorno bolezen odložimo na kasnejše obdobje in zaradi tega, ker jo potem, ko se sladkorna bolezen že pojavi, učinkovito obvladujemo od vsega začetka, upočasnimo propadanje trebušne slinavke, ki pač dlje časa izdeluje vsaj še nekaj inzulina, in pa predvsem preprečujemo te zaplete, hude zaplete na telesu. Žal, da bi rekli, da sladkorno bolezen tipa 2 lahko povsem izničimo, prepovemo, vzamemo čarobno palčko in je ni, tega žal ne moremo obljubiti. Lahko pa zelo, zelo pomembno, za pomembno obdobje odložimo pojav sladkorne bolezni. No, to je pravzaprav zelo pomembno, kajti najprej se sicer začne s tabletami, to verjetno to zdravljenje ni tako težko, ampak potem, ko si je pa potrebno dajati inzulinske injekcije in to vsak dan, kontrolirati sladkor, pa najbrž kakovost življenja hudo pade. Ja, zdaj to, kako bolniki sprejemajo sladkorno bolezen tipa 2, je veliko odvisen seveda od tega, kakšno izkušnjo ta bolnik že ima od prej sladkorno boleznijo, ker skoraj vsi poznamo koga še, ki ima sladkorno bolezen. In če si predstavljamo eno, ne vem, gospo, ki je imela njena mama sladkorno bolezen in je pač umrla, ne vem, slepa na dializi in brez obeh nog, če seveda ona zboli za sladkorno bolezen, je to neko hudo breme samo po sebi, ker je živela z sladkorno boleznijo in s temi hudimi zapleti. Po drugi strani pa seveda bolnik, ki se mu sladkorno bolezen odkrije po naključju, ob nekem sistematskem pregledu, lahko pravzaprav na začetku ne prepozna, kako zelo pomembna je ta bolezen za njegovo življenje. Tako da, ko mi sprejmemo bolnika s sladkorno bolezen tipa 2 v doživljenjsko zdravljenje, je zelo prav, da ga poslušamo, kakšno on ima svoj oseben odnos do sladkorne bolezni. Kaj njemu ta bolezen predstavlja? Ali jo pozna v dovoljšni meri, da pozna njene nevarnosti, in po drugi strani, ali mu lahko mogoče kakšno breme odvzamemo, ga potolažimo, da je šlo zdravljenje sladkorne bolezni vendarle že zelo naprej, odkar je bila ta mama recimo
zdravljena, da je zelo hiter in obsežen razvoj, ne samo v razvoju zdravil in novih diagnostičnih in drugih terapevtskih pripomočkih, ampak tudi o tem, kako in na kakšen način pravzaprav pristopamo k pacientu. Da zdravstveni delavci, to pomeni zdravniki, medicinske sestre, vedno bolj razumemo, da pri kronični napredujoči bolezni gre za neko partnerstvo, da ne gre več za to, da jaz nekaj rečem in bolnik mene uboga, ampak gre za to, da naveževa en skupen dialog in potem skupaj peljeva nekako vsak za svojega vidika, seveda to sladkorno bolezen čim bolj optimalno, ampak da je breme sladkorne bolezni ni samo v teh zapletih, ki jih lahko povzroči, ampak tudi v tem vsakodnevnem življenju. In pri tem prisluhniti bolniku je ključna stvar. Zakaj sem začela govoriti o tem? Če imamo bolnika, ki ga zdravimo v narekovajih samo za zdravim življenjskim slogom, je to odvisno seveda, kako je že do zdaj živel, ampak lahko je to nekomu ogromno breme. Je to lahko vsak moment misel, da mora misliti na to, kaj bo jedel, kako se bo gibal, bo ne bo, je v stiski za vsak grižljaj, ki ga da v usta, in tudi to je hudo. Lahko celo hujš, kot se zbost nekajkrat na dan. Tako da je tukaj letale pojem bremena sladkorne bolezni lahko zelo veliko že takrat ob odkritju sladkorne bolezni, kakšen je način zdravljenja s tabletami, namreč tam je v veliko večji meri potrebno tudi razumevanje prehrane, ker pač imajo tablete ali pa tak način zdravljenja, nek svoj domet v zdravljenju, in je včasih treba delati druge prilagoditve. In seveda potem, ko pridemo na zdravljenje z inzulinom, je zelo, zelo pomembno, da izberemo takšen način zdravljenja z inzulinom, ki bo bolniku resnično v pomoč in v oporo tudi v njegovem načinu življenja. Ne bi se namreč smelo zgoditi, da bi gospa, ki začne zdravljenje z inzulinom, imela občutek, da zdaj pa ne sme iti več niti na tržnico ali pa ven, in da mora biti samo doma, meriti sladkor, paziti na to, kaj je in se ukvarjati samo s tem. Ampak da ohrani tisto, kar je v življenju pomembno. In vsi ti moderni pripravki za zdravljenje sladkorne bolezni naj služijo predvsem zato, da mi res lahko bolnika vprašamo, povejte mi, kako živite, jaz vam bom pa poskušala prilagoditi zdravljenje tudi z inzulinom temu, da boste lahko ohranili to, kar je vam v življenju pomembno. Moja naloga pa je, da vam poskušam pač približati tisto terapijo, ki je za vas čim bolj pomembna. Poglejte, to pomeni, da je dejansko ta nacionalni program prilagojen bolniku, nekako pisan na kožo bolnika oziroma z njegovega zornega kota, da tu ne gre pravzaprav za neko poučevanje, ampak da gre za neko širše sodelovanje. Ja, ta nacionalni program, sam tekst, daljši tekst je dostopen na spletni strani Ministrstva za zdravje v zavihku strategij. Je kot tak pravzaprav napisan laično. Za tak slog pisanja smo se odločili zato, ker smo želeli, da pač nagovarja tudi laike, se pravi tudi bolnike, in je kot tak pravzaprav dobro in lahko berljiv dokument. Prepričljiv mora biti namreč tudi drugim odločevalcem, ki tipično seveda nimajo ustreznega znanja sladkorne bolezni, tako da je kot tak dokument pravzaprav netipičen za vladni dokument. In moram reči, da je kar bila velika zahvala ekipi na ministrstvu, da je pač uspela z res trdnimi argumenti povedati, kako je lahko nek tako laično napisan dokument, ena strategija vlade Republike Slovenije, ampak res so zelo, zelo razumeli, kako je to izrazje zelo pomembno. Po drugi strani so pa v nacionalnem programu že leta 2010 bili tudi nastavki za nadaljni razvoj stroke, in recimo sladkorna bolezen tipa 2 je ena od prvih bolezni, s katero so se začeli na sistematičen način ukvarjati tudi v referenčnih ambulantah.
in predstavlja tudi neko vizijo mogoče za naprej razvoja družbe, pravzaprav niti ne samo zdravstvenega sistema. In tukaj na tem mestu bi zelo rada izpostavila vlogo bolnikov, po eni strani Zveza društev diabetikov Slovenije kot reprezentativen, vsekakor partner v pripravi, ključen v pripravi nacionalnega programa in zelo pomemben sogovornik pri izvajanju nacionalnega programa. So vključeni v, ne vem, pripravo zakonodaje na marsikateri točki, ne? Ampak tudi bolnik, se pravi bolnik kot posameznik, kot v dialogu, a ne, z zdravstvenim strokovnjakom v oskrbi njegove lastne sladkorne bolezni. Tretja funkcija je pa še pred nami, in sicer je to razvoj laičnih svetovalcev. Namreč bolnik, to je še vizija, ampak mislim, da zelo bogata in močna vizija. Namreč bolnik, ko zboli sladkorno boleznjo, ali pa tudi kasneje, tokom let in desetletij, ko živi, ima lahko neko dilemo, kaj je bolj prav vsak dan, a ne? In to večkrat na dan. Po raziskavah kaže, da pomislijo bolniki na svojo sladkorno bolezen vsakih 20 minut. Aha. In kako bi lahko katerikoli zdravstveni sistem na svetu seveda bil bolniku ob strani, ne vem, toliko in tokrat na dan, ne? To je nemogoče. Taka dilema je včasih lahko zelo huda. Tako. In kdo pa je tisti, ki ima predvsem izkušnje, verodostojnosti in pa enormno veliko energije, če ne ravno so bolniki oziroma drugi ljudje, ki jih je sladkorna bolezen na nek način prizadela. To so lahko tudi svojci bolnikov ali pa prijatelji, znanci. Nekdo, ki pač imajo nekoga in je nekako prizadet oziroma se ga je sladkorna bolezen dotaknila. In vzpostavljanje mreže teh ljudi, ki se čutijo nekako osebno dotaknjeni sladkorno boleznijo, so pa lahko eno odlično okolje za bolnika, se pravi, ki se na novo sooča s sladkorno boleznijo ali pa ki tekom let prihaja do vedno novih izzivov in dilem. In da je to neka zelo varna socialna mreža, ne, kamor lahko tudi zdravstveni sistem ali pa jaz kot zdravnik varno položim bolnika, ne, in vem, da ne bo ostal sam takrat, ko bo mogoče imel veliko večje dileme kot pač v tistih nekaj minutah, kolikor uspeva midva govoriti vsako leto. Ne nazadnje, ne, če sem prav zasledila, so tudi posebno usposobljene medicinske sestre. Namreč vemo, da zdravnik nima toliko časa, da bi morda človek prišel dejansko samo na nek pogovor, da se mogoče pomiriš, če si v veliki stiski. In te medicinske sestre, ali to zdaj že deluje? Ja, čas v bistvu pri sladkorni bolezni sploh ni ta glaven problem, je eden ključnih, ampak diabetologija ima izkušnje sodelovanja z diplomiranimi medicinskimi sestrami v bistvu pol stoletja. Zakaj? Zato, ker je narava bolezni taka, ne? Takrat pred 50 leti smo pač definitivno potrebovali sodelavke, sodelavce, ki so pomagali pacientom učiti, kako se uporablja ta pripomočki za dajanje inzulina, ne? In ki so pač bolnikom pomagali se malo orientirati pri prehrani. No in v tokom teh desetletij se je diplomirana medicinska sestra, edukatorica, kakor temu kadru rečemo v strokovnih krogih, razvila v neko povsem samostojna poklicna skupina, ki razen seveda teh zelo tehničnih stvari obvladajo tudi točno to, skratka, kako biti opora pacientu, kako mu razložiti, kako nekaj uporabljati v vsakodnevnem življenju, kako to, kar se midva dogovoriva na načelni ravni, izpelje potem v svoje vsakodnevno življenje. Tako da lahko rečem, da v diabetologiji je vloga diplomirane medicinske sestre enako pomembna kot recimo vloga zdravnika. Če povprašate bolnike, bodo včasih celo povedali, da je ta njihova vloga, ki je po naravi poklica drugačna kot narava zdravnika, izjemno pomembna. Taka vloga je bila tudi zapisana v to našo nacionalno strategijo in potem je bila tudi seveda to odlična osnova potem v pripravi projekta filozofije referenčnih ambulant, kjer se pa diplomirana medicinska sestra kot koordinator oskrbe
se pravi tisti, ki nekako skrbi, da se pravemu človeku zgodijo prave stvari, uvaja tudi v družinsko oziroma splošno medicino. Mogoče čisto na kratko še kakšno minutko, kakšni so recimo cilji? Namreč ta strategija naj bi bila od leta 2010 do 2020. Kaj so pravzaprav tisti ključni cilji, za katere si zagotovo vsi želimo, da bi se jih doseglo? V teh 10 letih najprej želimo imeti družbo v najširšem možnem smislu, ki bo razumela, kaj sladkorna bolezen tipa 2 je, kako se da preprečiti in kakšno breme prinaša bolnikom s sladkorno boleznijo in da bi pomagala nositi breme, že obolelim. Po drugi strani želimo imeti opolnomočenega bolnika. Opolnomočen bolnik je tisti, ki živi z najmanjšim možnim bremenom sladkorne bolezni, tako glede zapletov, se pravi čistih telesnih zapletov in pa glede tega bremena vsakodnevnega življenja. In za tega bolnika želimo skrbeti v usklajenem zdravstvenem sistemu, skratka, kjer bo dobival prave informacije na pravem mestu, v pravem času in kjer bomo tudi mi, čeprav v različnih zdravstvenih timih, znali navezati dialog in se pač pogovarjati z različnih vidikov o istem bolniku. Doktorica Zaletelova, najlepša hvala. Upam, da bo ta nacionalni program uspel, da bo čim manj sladkorne bolezni, če pa že bo, da bo vsaj v bistvu oskrbovana oziroma tudi obravnavana in vzdrževana tako, kot je potrebno. Hvala lepa. Hvala tudi vam.